Cenjene dame, dragi gospodje, danes bi radi predstaviti eno obliko šolstva, ki je bilo tukaj merodajno 200 let. Enih 200 let ga pa ni več. 200 let ga pa ni več. Skušali bi povedati, zakaj ga ni več, kaj manjka, kaj je bilo dobro in pa se... Kaj nam lahko pove za današnji čas, kajti ta oblika šolstva, pa jezuiti sploh, so zdaj, rekel, spet v prvem planu, zato ker je papež Frančišek, in pa seveda, ker je to najbolj aktualno, bi radi povedali, da so jezuiti zdaj spet na oblasti, bi radi namignili, kako bojo vplivali na izid molitev čez mesec in pol, se pravi, ali bo zmagal Slavoj Žižek, ali mogoče Melanijo. Kaj so počeli te jezuiti? Te so bili tukaj, pa vidimo približno na takšni grbi. Močnejši so bili v Celovcu kot tam, to je Rožnico. Jezuiti so bili močnejši kot drugi. In pa so tam zelo veliko objavljali v Zemburu. Podrobni šoli, ko so imeli v Celovcu in Ljubljani, so imeli tudi v Lici, tisto je pa mogoče primerljiva z Ljubljano, Celovcem. Kaj je bilo v Celovcu boljše? V Celovcu je bilo boljše to, da je Celovec imel za svojo materialno bazo, dobro bazo, ki je dobro nosila Ljubljano, ljubljanski jezuiti so imeli pa Pleterje, ki je bil pa za tiste čase, za tiste komunikacijo, malo predaleč, in niso prav veliko profitirali. Zato so celovški jezuiti za svojo šolo, ki lahko rečemo, da je bila polovica univerze, ker imela je 2 fakulteti, ne pa 4, so imeli celotno univerze, torej imela je filozofsko in teološko, in pa imela medicinske in pa pravne. Torej, to dvoje imamo, torej pol univerze. Celovec je pravzaprav vse skozi vseh 200 let, kar je imel tole šolo, tudi kandidiral, da bi imel popolno univerzo, tako kot Gradec. To ni uspel. To so pa zgodovinske okoliščine, bolj kot kvaliteta. Kaj vidimo Zagreb, ki je imel pa šolo istega tipa, ampak nižje kvalitete, glede na output, je pa imel status univerze, ki ga seveda ni uporabljal. To je bilo zgodovinsko dano, zato ker so se hrvatični pogledali za en tak polnopravni kraljevski narod, Korošci, Arnjavski, tiste v Gradcu. Absolutno od gospodstva jezuitov. Vse univerze niso bile v katoliške države pod gospodstvom jezuitov, ampak večina. Recimo, bistveni univerzi, tista na Dunaju in Zage, tako rečemo, še le na pol. Kakšne so torej statistike ogromnega števila objav in pa kateder, ki so jih imeli? To je bistveno za to šolo je bilo, kar danes nimamo, da so te ljudje, ki so učili v Celovcu ali Ljubljani, učili tam recimo 2 semestra, naslednji semester samo v Dunaju, ali v Budimpešti, ali v Budimpešti, ker se je pa kjerkoli. To se pravi, izredno hitro so menjavali katedre, kar danes ni več mogoče, kar je pomenilo, da je bil pouk zelo enoten. Isto, kar si slišal v Celovcu, si slišal v Dunaju. Zdaj, bistveno, kar se odkrivamo počasi, je tudi, da je bila eksperimentalna oprema tega pouka na zavidljivem nivoju, teleskopi, mikroskopi, razne naprave, uporabne, drage. Jezuiti so se seveda po svoje tudi branili, potem, ko je Marija Terezija zahtevala, da sploh ustanovijo laboratorije, ki so bili dragi, dejansko so posod ustanovili. Torej, imeli so ogromno število zelo dragih naprav. Najbolj draga naprava, ki so jih imeli recimo v času Marije Terezije, je bila taka pumpa, da si z njo naredil parfum. To je bila, to je nekaj velika stvar.
zelo drago. To so tudi mi. Torej, ko pogledamo, kaj so imeli v Celovcu in kaj so imeli v Ljubljani, recimo za elektriko, vidimo, da so v Celovcu bogatejši tudi zato, ker so imeli naprave za elektriko dve, v Ljubljani Gorici pa so ena. Veliko močnejši in boljši. Kakšni so bili? To je recimo Možakar, ki je opredelil recimo sredo 18. stoletja za pouk. Bil je doma nekje ob Savi v Dolu, Graščine, baron Herberg. To je šlo najbolj Slovenci, ali je malo nemške krvi, to je težko reči, ampak seveda obvajale ogromno knjig, ki so bile na liniji, tako da so se še dolgo uporabljale, knjigi za fiziko, knjigi za nezafiziko, vse to in pozneje na stara leta postal tudi šef rektor v Ljubljani. Tako da je izgledal. Cela družina Herbergov je bila tesno povezana z jezuiti in je v bistvu dajala, torej v vsakega nacije, kar po ene par pomembnih šolnikov. Pa je bil recimo Špica, ampak recimo njegov nečak, njegov brat, recimo se je imel Inocenc, pa ni bil toliko šolnik, ampak je šel za misionarja v tisti film, če ste mogoče gledali od Roberta De Niro, kar se je imel Misijon, tam je nastopil tisti misijoni paragvajskih Inocenc Herberg, pa tudi Jančar ga je opisoval v svoji knjigi Pavel Jezuit in Srednji, in tam nečak njegov je bil pa Haleštajn, ki se je odpravil pa za šolnika na Kitajsko. In je v bistvu, torej med vsemi, če rečemo, slovenskimi, ker tudi tukaj ne vemo, če bil bil slovenski polit, znanstveniki je najdlje prišel, ker je postal šef vse kitajske znanosti. To je njegov nečak Haleštajn. To je zelo močna družina za to šolstvo, ki je nekoč, to je 200 let opredeljala države, ki pa ni več. Takšna je bila torej ena izmed njegovih knjig, od tega je enega, ki smo ga prej videli na sliki, to je Štajersko. To je bilo torej značilno, da so vsi ti ljudje, jezuiti, zelo dobro vedeli, da se je treba vklopiti v domače okolje. Kjerkoli so pač bili, so pisali na tistem kraju, ker so. In tudi seveda jezikovno so se zelo dobro znali opredeliti, tako da tisti, ki so znali določen jezik, recimo slovenski, ne vam, temu so se ni rekel slovenski, ampak so rekel vidiš, drugače, ne, ampak krajinsko. Tiste so postavljali na ključna mesta, ker je potreba ta jezik znati. Razumeti so zelo dobro vedeli, kakšne so narodnostne strukture, kakšna trenja. Takšna je bila torej tale njihova output, njihovih raznih del, ki so jih objavljali. Tole je bil pa glavni jezuit, s katerimi so se vsi postavljali in se še danes postavljali. Ta sicer ni bil naši moralist, pa ni bil pa tudi daleč, bil je iz Dubrovnika, je bil Ruđer Bošković. In v času Marije Terezije je ta Ruđer Bošković, vidite kako simpatično gleda, zato kako je simpatičen, je postal torej paradni konj vse te šolstva in znanosti. Posrečilo se jezuitom, da so njegov pristop pouku, tudi metafizike, tudi filozofiji in teologiji, ne samo fiziki, postavili v prvi plan v celi monarhiji, kar pomeni v celi srednji Evropi, kar v nekaj leti. Možakar je bil recimo v Ljubljani in pa Českoroško, kaj potvojen trikrat, parkrat je v Ljubljani prespal, in ker je bil tako simpatičen, vidite kar vedeti, je vsazga, s katerim se je srečal, prepričal, da je bil njegovi strani. Tako da Ljubljančani so bili takoj zanj, Celovcu pa tudi. Pa tudi v Gradcu seveda, ki je bil še mogoče pomembnejši center. Sam je bil vančas na Dunaju, ker je potem tiskal tudi prvenče svojih knjig. Ker je pa šel vsem tak je iz Benetku v Dunaju, šel tudi v Mino. Tam, ker je dejansko bil izobražen, ker je tudi profesor v Rimu, se nije najboljše počutil po tistem reku mišljeni prerok v svoji domovini
potem je bil njegova druga domovina, čeprav je bil rečen. Zato se je presednal na Habsburško univerzo Raja. Habsburška univerza, ki so jo izbral, ali pa kjer so jo izbral, je bila pa Pavija. Malo si je težko predstavljati, da je to bila naša država, da je nekaj domovina, ampak takrat je bila Pavija ena naših univerz. In tam je šel ta Boškovič, tam je sodeloval tudi z nekaj slovenski velmožni in seveda od tam se je širil tako dobro, da so ga vsi sprejeli najpomembnejši slovenski znalci, recimo Jurij Vega, ki je se šolal v jezuitih, kot je ujel še zadnji red, ker so takrat prepovedali jezuite, oziroma red je bil pokinjen, je pač potem, ko je objavljal svoje knjige, vsako knjigo narisal Boškovičevo krivuljo. In obravnaval Boškovič znal. Drugi zelo pomemben Slovenec je prišel na samo Špico v Habsburški monarhiji, se je pisal Karpe, in je bil profesor filozofije na Dunaju in je seveda tudi zagovarjal Boškovičev nauk vse skozi. To je seveda se pojavil pozorno. Takole si lahko predstavljamo, kako so tega Boškoviča slavil prvi dan. Črtana pomeni ne jezuiti, ali pa ljudje, ki niso bili preveč za Boškoviča v citatih jezuitskih knjig. Ta rdeča črta pa tiste, ki so bili za Boškoviča in druge jezuite, vidimo, da so jezuiti bili lokalni patrioti, samo svoje so promovirali, če se le da. So promovirali svoje in zato so tudi tako uspeli. Niso uspeli samo za tisti čas, ampak še danes, če pogledamo ta Boškovičev način, pristop znanosti, še danes velja v sodobni kvantni mehaniki in fiziki. In sicer kar zvezno je šlo. Torej, te profesori iz tega polja, z Celovca, so ga sprejeli, na tihem ga probujeli skozi in so da pozneje, torej v današnjem času, je se da spet v prvem planu, kajti vsi menijo, da je imel prav, bomo tako videli zakaj. Torej, to so knjige, ki so jih objavljali. Zdaj pa seveda, kako se je pa on sam šolal. Tukaj vidimo nekako akademsko drvo, kdo je koga učil. Torej, tukaj je Ljuđer Boškovič. Pod njim je eden iz njegovih učencev, Sekulič, ki je učil drugi Nikol Tesla. Zato je Nikol Tesla bil tako zelo navdušen na Boškoviča, so ga videli na njih slike, ko pod enimi strelami drži eno debelo buko, tista buko je poglavitno delno Boškoviča. Vsi so ga imeli radi. Mislim, da potem si lahko predstavimo takole eno tako akademsko drevo, v katerem recimo historijo matematiko. Tu sta bila pa poglavitna predmeta na filozofskih študijih, najmih, čeprav se imenovana filozofija, je bila bil podarjen na teh dveh, posebno v drugem letnem. Što se je trajalo? Torej, filozofski študij je trajal kakšnih 3 leta. Moram pa čisto reči, kako se vklaplja v današnji sistem. Ta stvar se je pozneje imenovala licej in je nekaj na srednjo šolo in univerzo. Če si hotel priti na univerzo, si moral končati filozofijo. Tega pa danes ni več, da filozofijo početi kot vsaka druga. Takrat je bila ta druga, to se pravi, sistem je bil drugačni v jezuitičnih časih. Torej, moral si priti v šolo s tem, da si že nekaj znal, osnovna šola pač profesionaliral. Potem si imel 5-6 let česa, kar se imenovala nižji študij in bi danes lahko rekel, da je srednja šola, na kar so bili 2-3 leta mestnega študija, liceijskega, ki so ga imeli seveda tudi tukaj v Celovcu, in potem si šel pač na univerzo študirati medicino, pravo, pa to je čisto drugi sistem, tako da če bi rekli, kaj je bil ta mestni filozofski študij, danes še rečemo, da ne bi smo ga več. In tako seveda opredelimo, kako so se ideje od človeka do človeka podedovali. Torej, kakšen je bil tudi proti svojim učiteljem, ampak to je bilo redko. Učinimo se na nek način nadaljevali te. Seveda, nekateri med temi ljudmi, ki so se šolali pri jezuitih, ali pa pri njihovih učencih, so bili pa tudi malo specialni in so
izskočili iz povprečja. Tukaj nam kaže ta zelena črta. Ljudje, ki so skakali iz povprečja in spremenili vizije svojih predhodnikov. Boškovič je tukaj, Nikola Tesla, kot je eden njegovih dedičev, pa tukaj Nikola Tesla je sploh specialen, ker je ustrajal tudi v takih vizijah Boškovičevih, v takih situacijah, recimo pred drugo svetovno vojno, ko je bil tako rekoč edini. So taki ljudje, ki so tako popolnoma izven mainstreama, pomembni. Torej, pa recimo hiča in šola od Nikola Tesla, tam v Smiljanu, ki so jo povsem podušil, pa je zdaj še njegovo obnovljeno. Kako se je šola od Nikola Tesla, ko so redno predržili, kako vidimo izstanke spet akademskega drevesa. To se pravi, tukaj gor vidimo te jezuite, ki so njegovi akademski predniki. Anton Amšel je prvi napisan, ta je bil profesor v Ljubljani tudi, ampak seveda, ko je testo akademski prednik se pojavlja kot poznejši profesor na Dunaju. In seveda, drugi, ki grejo v se izpali. Tako da se te, seveda, vsi smo akademski dediči jezuiti, prvosti. Tako da grejo takšni redovniki. Toliko za enkrat. Zdaj, jaz sem rekel, da bi zdaj prišla. Boste zdaj prišla? Kako je zdaj? Lahko gre. Izvolite. Mene se zanima, kaj je prišla učina teh šol še? Ja, učina obstaja, torej mi imamo popise zelo določene, smo tudi objavili, kakšni so bile popise. Za Ljubljano v bistvu najslabše se je tega, ker Ljubljančanom se je namenoma ali pa slučajno zgodilo, da ker so jezuite prepovedali, da so potem še podkurili vse skupaj. Že par mesecev pa ne, tako da je še zgorelo. Rešili so nekaj čez 1000 knjig, pa še 1000 so izkrili, ne vemo pa, kako so rešili učili. Ampak so tudi učila rešili. Seveda, ta učila so zdaj v Slovenskem šolskem muzeju nasproti Maximarketa, ampak v eni taki sobi, kot je tukaj, naložena ena na drugo. Ja, torej, tudi jaz sem enkrat poklicali, ker je bila neka razstava Ilirija ostana, nekaj podobnega v Zgodovinskem muzeju, se rekli, jaz mi prezajali, kakšna učila, ker so bila takrat, profesor v Ljubljani je tudi takrat dedek od Janka Krstnika, ker je bil tukaj veliko nekaj pisatelj, on je bil pa profesor kar za vse. Učijo kemijo, matematiko, fiziko, vse. 50 let, to je ta Krstnik, tudi on je bil Janez. No in seveda, treba zdaj najti učila, ki jih je imel Krstnik. Imeli smo popis, francoski popis, ki ga je on zapisal, leta 11. Zdaj v tisti duži v Slovenskem šolskem muzeju najti. Smo šli tam, smo našli pač nekaj, ki je bilo lepo bakreno, pa lepo drevo, pa veliko je bilo in smo nekaj, to je pa Voltova naprava, ki jo je imel Krstnik, ampak seveda, zredno, da je čista prava, ampak 100% pa dokaz pa ni, Te učila so se malce selila, pa ko je bila pač te srednje šole so se naveličale, so pač jih enostavno naložili tam, tako da na let kakšnih posebnih ni, težko je reči kaj. Imamo pa zelo dobre popise. Torej, prvi popis je bratanc tam od tega Jarnega, tudi se pisal Jarnek na redu, torej 755, nakup 34 inštrumentov v Ljubljani, točno ta. Torej, višina za lepek, to. Ampak seveda, v popisu ne piše, ta naprava je velika, 15 cm, 20, ta naprava je malo bolj rumena, čisto nič nadzga, samo to. In pa seveda v primerjavi z ljudem, ki jim gre boljše, v našem prostoru je to predvsem gimnazija Džamarjana Dokali v Kopru, v širšem evropskem pa mogoče Koimbra v Lizboni, v Portugalu, se da ugotoviti, kakšne ne bi bile. Tako da lahko jih prepoznamo in če bi imel šolski muzej mogoče malo vodja, bi jaz to razporedil zelo malo bleka, torej čisto zares pa ne može vedeti, da popisi so, torej ta 755, potem seveda vsakih par let novo, ker so se kakšni učitelji nagnavali, Amšel, ki smo ga omenili, tudi naredil popis, in potem seveda en taki ogromni podpisi v Kersnikovem času, ki imajo tudi izdelovalci, recimo Samaša,
To je bil en tak, ki je velik inštrument imel, pač žena in podobno. Tako da se da ugotoviti in seveda z malo dobre volje bi se dalo to odlično narediti. Ker v bistvu te inštrumente imamo, tudi seveda na Koroškem Celovcu bi se dalo, zlahka bi jih malo bi skucali, ker bi se pa svetlo, da to bi se dalo zlahka ne z velikimi stroškami, ampak z malo vlepa se da, ker čist sigurno pa ne možemo. Mogoče, če bi recimo, to bi pa finančno draže, če bi odkrušil malo lesa, pa bi recimo z tem oblikom pač prejel okrog stavove. To pa ne. Dakle. No, jaz mislim, da ni treba, da je lep, ampak se čisto korektno napiše, poseznavno je taka naprava, to je pa dnevno tako. In čisto korektno. Ja, tako da se da, naprave niso zgible, to je tisto, kar je bilo stekla, predvsem recimo pri vakuumskih napravah, je mogoče poškodovano, ampak v glavnem je šlo za zelo masivne naprave, to niso bili neke igrače. In pa seveda način pouka ni bil, da bi se dijaki igrali, ampak demonstracija. Tako da so bili napravo, recimo, 2-3, več pa ne. Učitelji so pazili. Pa še eno vprašanje. Namreč, zasledila sem tu na Koroškem, da je bil v Črni jezuitski samostan, 1603, ampak to manjši samostan, nekaj rezni. Drugi, pomembnejši za ta podunski prostor je bil pa podobni vas. Ali so jezuiti posod imeli malo pogostovanje izobraževanja, ali so zelo zbolj vezane na... Se pravi, jezuiti so bili ustanovljeni dejansko, torej posvetili Ignaciju, ne kot izobraževanje osnova, ampak dogodilo se jim je to, da so padli v vakuum, ustanovljeni so bili zato, da parirajo protestantom. Ampak med tem, ko so se oni dobro ojačali, so se s protestanti zmenili čigava regija, njegova religija, ni bilo več treba proti protestantom in so rekli, pa bi zdaj ne, so rekli, da ne šole. In tako so padli v šole. Postali so pač perfektna izobraževalna ustanova in seveda, tako kot so frančiškani, ki so kam šli, ustanavljali kakšne lekarne, pa to so te ustanavljali pa šole. Zdaj seveda, da bi bil samostan, je to ni primerna čist beseda, ker jezuiti dejansko niso v samostanu. To je en tak pojk, ki gre bolj med ljudmi. Niso, tako kot bi rekel samostan, lahko bi rekel redovnik, ampak samostan je pa težje. In pa seveda, Dobra vas je bila tista zelo pomembna ustanova, ker so ljudi hodili na tam, kako bi rekel, na tisto, kar se rekel novicijat, ker so te, kako bi rekel, izšolali smo bi tam, da si malo, da so te malo pregledali, če so rekli. Seveda, kar so to vplivali na Koroško. Da bi pa seveda imeli še dodatni samostan, tudi pa imeli so postojanke, posesti, ampak seveda, da bi imel pa prav, recimo črni samostan, ne bo držalo. Imeli so pa postojanke in pa včasih tudi upravljalca, ki je to upravljal. Da ni na Hružinah Ljubljani, ker je to ponosno. Nekdo je tudi upravljal, ampak seveda niso pa prav živeli tam. Tako da to so bile kombinacije in seveda vse je bilo pa posvečeno šolstvu in oblasti seveda. Z šolstvom so jezuiti imeli tudi oblast. Tako pa danes, doma pač, doma vojno ministrstvo, pa policijsko, to ni nič. Ampak doma šolstvo, tisti pa imamo. Pa sem dobro povedal? Ampak takrat je bilo tako. Ne, ja. Se prošam, da se to prednost. Preganja. Ja, to je to.